In na koncu je še farsa Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Tukaj res bodite pozorni, da dolina Šentflorjanska, se pravi, pišete z malo začetnico, ker če jo boste pisali z veliko začetnico, se bo to štelo kot pravopisna napaka pri pisanju vašega eseja. Torej, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je po mojem mnenju izmed vseh 4 dram najtežja drama, najtežja tudi za razumeti, mogoče zaradi nekih v bistvu notranjih monologov, zaradi hitrega menjavanja prostora, zaradi veliko oseb, ampak to Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v bistvu zaobsega zelo, zelo veliko vprašanj, zelo, zelo različnih tematik. Glavno pa je, da se pravi, imamo te navidezne rodoljube, ki v bistvu živijo v tej dolini Šentflorjanski in vsem je skupno neko pohujšanje, in sicer mislim, da pred 25 leti so torej ob potoku našli zapuščenega otroka in so mu dali ime Peter. In zdaj torej noben v tej dolini Šentflorjanski ne ve, od koga zares je ta otrok. In potem imamo tukaj zagotovo motiv slovenskega nemoralnega meščanstva, se pravi zopet neke meščane, se pravi od župana, županje, dacarja, dacarke, ki se v bistvu predstavljajo kot rodoljubi, čisti kristjani. In da bi bilo vse skupaj mogoče še malo zanimivejše, ko se odločijo oziroma ko so tik pred tem, da bi naredili nek greh, se potem začnejo sklicevati na svojo moralo oziroma izgovarjajo neke verze, stihe iz Svetega pisma. Recimo, ko zlodej osvaja županjo, mu ona reče: ja, gospod, saj nisem vredna tega. In da bi prikrili grehe, torej se sklicujejo na svojo moralo. Tukaj mogoče zelo pomemben podatek, in ga velja omeniti potem tudi v eseju, ko ga boste pisali, je zagotovo tukaj faustovski motiv. Cankar je preinterpretiral motiv Goethejevega Fausta in recimo iz lika Fausta naredil, preinterpretiral, preobrazil lik tega Krištofa Kobarja, ki se je pač izdajal za tega Petra. Torej, to je ta umetnik in razbojnik, ki potem pride spet nazaj v dolino Šentflorjansko in potem sproži pohujšanje. In zlodej, ki nastopa v Goethejevem Faustu, nastopa prav tako v Pohujšanju, s tem, da je tukaj v zelo nekako bolj umiljeni obliki, ker se je ta zlodej tudi pripravljen pogajati oziroma skleniti neke določene pogodbe, recimo s Krištofom Kobarjem je sklenil pogodbo, da boste šla skupaj v dolino Šentflorjansko. Malce zmede. Potem je tukaj motiv umetnika kot izvočenca v družbe, zagotovo si ga velja zapomniti, to je glavni motiv vseh Cankarjevih del. Na splošno torej pokaže, kako dejansko družba ne zaupa umetniku, da je umetnik pač neperspektiven, da je neodgovoren, da za družbo ni potreben, da mu niti ni mar v bistvu za domovino, za karkoli dogaja. In tudi erotična tematika, ki pa ni dobesedno v bistvu, bi rekla, da bi z določenim dejanjem to erotično tematiko lahko dokončno v bistvu potrdili, ampak je ta erotična tematika bolj ali manj je prisotna oziroma nakazana. In vemo, da vsi torej grešijo in torej, kot že rečeno, z izrekanjem nekih svetopisemskih stavkov želijo potem rešiti svojo čast. Je pa zagotovo drama Pohujšanje v dolini Šentflorjanski kar težka.